Gregor, pozdravljen. Na sejmu Narava zdravje 2015 si imel krasno predavanje o CBD olju. Pa bi sedaj predstavila nekaj praktičnih vidikov tega olja. In sicer me zanima, kaj je CBD olje in iz česa je narejen. CBD olje je v bistvu ekstrakt iz industrijske konoplje. Ponavadi je v nekem topilu, zato se mu reče olje. Ali je to v rastlinskem olju ali mogoče v alkoholu. Je pa lahko tudi brez nič, se pravi ni razredčeno, je v obliki, dajmo reči, paste oziroma smole. Večina olje se pa reče, kadar je v nekem mediju, se pravi ali je razredčeno v olju rastlinskem, ali je to konopljino olje, ali je to olivno olje, ali pa recimo v alkoholu, se pravi etanolu, 70-50%, kar tudi recimo poveča absorpcijo v alkoholu. Torej, to je ekstrakt iz konoplje za industrijske namene, ki je v Sloveniji že legalna. Popolnoma legalna, ja. In se potem pojavlja ta ekstrakt v različnih oblikah. Tako je. Ekstrakt dobimo v različnih oblikah. Največkrat je v kapljicah, zaradi tega, da je lažje jemanje. Kaj je zdaj tista bistvena razlika med CBD oljem in konopljino smolo? Bistvena razlika je v tem v procentu THC. Se pravi, če govorimo o ekstraktih, to so ekstrakti iz rastline in dobimo celoten spekter učinkovin, ki jih dobimo v rastlini. Pri industrijski konoplji je dovoljena meja za THC 0,2% oziroma pod 0,2%. CBD-ja pa je odvisno in v teh ekstraktih potem se zaradi koncentracije poveča količina CBD-ja. THC pa mora ostati pod 0,2%. Pri konopljini tej smoli, ko je rečemo, je pa THC-ja več, ker je predelana več ali manj iz indijske konoplje. Torej, bistvena razlika je tudi to, da CBD olje je legalno in je prosto v prodaji, konopljina smola pa zaenkrat še na črnem trgu. Tako. Kje lahko kupimo torej CBD olje? CBD olje lahko kupite v trgovinah, lahko dobite recimo na spletnih straneh, spletnih trgovinah, na naši spletni strani herbex.si. Povsod se ga da dobiti, ker je v prosti prodaji, nima nobenih omejitev. Kakšne trgovine iščemo? Katere trgovine? Iščemo, predvsem je treba gledati na kvaliteto proizvoda. Se pravi, iz česa je bilo narejeno, da je bilo narejeno iz ekološko proizvedene konoplje. Gledamo procent CBD-ja, ki je, in gledamo tudi to, da je celoten ekstrakt. Ker je pomembno, da poleg CBD-ja so prisotni tudi ostali kanabinoidi, terpeni in učinkovine, ki jih dobimo v konoplji zaradi tega zelo znanega entourage efekta, se pravi sinergistična učinka. Samo CBD ni zadosti, rabi še prijatelje zraven. Torej na embalaži je pomembno, da preberem kaj? Na embalaži je pomembno, da se prebere recimo procent, da piše ki naj bi bil? Od 1 do 20 različno je. Nek standard je tam okrog 5% CBD-ja recimo v kapljicah. In seveda je tudi stvar okusa. Če je recimo v različnih oljih, ima okus po tistem olju. Če je v alkoholu, je malo bolj pekoč okus, približno kot propolis. Imaš pa tudi možnost dobiti tu ekstrakt, se pravi kot konopljina smola, tista, ki je nelegalna, imamo tudi konopljino smolo legalno, tako v isti obliki, samo da nima THC, ima CBD. Se pravi, isto je gostota ista, je isto smola in tudi to se da dobiti in je seveda legalno. Kaj pa je tista korektna cena za CBD olje? Ja, CBD, korektna cena je odvisna seveda od trga. Trg določi ceno. Giblje se, dajmo reči tako, tam okrog 35 € za 10 ml 5%. Potem za smole pa odvisno spet od procenta, ker imaš od 5% do 20% do 50% smole. In seveda cena narašča z procentom CBD-ja. Če bi sam kupoval CBD olje, kaj ti resnično indicira kvaliteto? Učinkovanje predvsem. Je pa res, odvisno je, zakaj rabiš CBD olje. Gledal bi predvsem na to, da je
narejeno iz ekološke, kot sem že rekel, predelane konoplje, da je neka, bi rekel, firma, oziroma podjetje, ki ima že neko kredibilnost. Ne. To je, da ima neko osnovo, da ko greš na njihovo internetno stran, da vidiš, da imajo tudi neki znanja, da delajo s tem že nekaj časa, ne, da niso neki, in da je vir znanj, se pravi, ki je bila ta konoplja predelana. Ne. Problem je, recimo, ki ga imajo v Ameriki, da dosti konoplje, dosti teh proizvodov je narejenih iz konoplje, ki je bila predelana na Kitajskem. Tam pa vemo, da so standardi drugačni kot evropejski, ne. Tako da tle treba biti pazljivi. Ali imamo na slovenskem trgu slovenski proizvod CBD olja? Imamo slovenske različne proizvode, je pa vir, se pravi, od kje dobijo sestavine, več ali manj iz evropskih držav, ne samo iz Slovenije. Ne. Imamo tudi čisto slovenske, ampak več ali manj se to meša in so evropejski proizvodi. Jaz sem čisto enostavno zaradi količine. V Sloveniji zaenkrat predelamo še premajhno količino in ni zadosti niti za lastne potrebe. In tu se ne tiče samo, bi rekel, ekstraktov in CBD olja, ampak tudi semen, proteinov, samega olja in tako naprej. Kaj vse pa lahko zdravimo s CBD oljem? Oziroma pri katerih simptomih si lahko pomagamo? Ja, CBD olje, poleg tega, da deluje preventivno za marsikaj, ima specifične učinke, recimo deluje protirakavo kot THC, ima zelo močno protivnetno delovanje. Potem tudi pri avtoimunih boleznih zelo pomaga, ker zmanjša ta neprimeren imunski odziv. Potem ene take čisto, bi rekel, uporabne zmanjša nivo glukoze v krvi, zmanjša tudi krvni tlak. Ne. Potem ena tako zelo uporabna je tudi to, da pri psiholoških motnjah, recimo, oziroma pri stresu, pri paniki, pri tremi in pri anksioznosti, jo popolnoma jih odpravi. S tem, da nima nobenih drugih učinkov, se pravi, te umiri po domače, ne, brez da bi bil omamljen. Poleg tega ima še en kup drugih lastnosti, deluje recimo neuroregenerativno in neuroprotektivno, kaj to pomeni, da zmanjša v bistvu stres, ki ga, recimo oksidativni stres na živčne celice, se pravi, jih ščiti in jih obnavlja živčne celice. Kdaj pa CBD olje ni dovolj in rabimo resnično konopljino smolo z višjim procentom THC-ja? Ja, THC in CBD sta dobra prijatelja, ne, in delujesta najboljši skupaj. Je pa res, da tudi v teh ekstraktih, CBD ekstraktih, ne, je neka majhna količina THC-ja, ki pa je pomembna. Je pa za dosti bolezni, se pravi teh resnejših stanj, potrebno malo višja količina THC-ja. Delujesta pa najboljše sinergistično skupaj, se pravi CBD in THC plus še ostale učinkovine, kot sem že omenil, predvsem govorimo o flavonoidih, o terpenih in o polifenolih. Torej, recimo, v katerem primeru rabimo bolj konopljino smolo, če našteješ par primerov? Tako je, tle so različne šole in različne razmišljanja. Ne. Konoplja v svoji osnovi je imela razmerje THC in CBD-ja isto. Pravi, 1:1 je bilo razmerje. Če gremo nazaj gledati. Potem pa so se selektivno, jih pač razmnoževali v eno ali drugo smer, se pravi po uporabnosti, ali rabimo več CBD-ja ali več THC-ja, ali rabimo rastline, ki imajo za vlakne, recimo, da so daljše, ali rabimo rastline, ki imajo več semen. Ne. Se pravi, kot za vsak kmetijski proizvod so pač selekcionirali v eno določeno smer. Osnova je 1:1. Se pravi, za večino stvari je 1:1 najboljše razmerje. To je moje mnenje in tudi izkazalo se je kot neka osnova, se pravi enako razmerje THC-ja, CBD-ja za večino bolezni. Za nekatere pa recimo je že zadosti samo CBD. Ne, z zelo majhnimi količinami THC-ja, temi legalnimi količinami. Za druge je pa THC že zelo učinkovit. Ne. Tako da spet specifika odvisno od bolezni, odvisno zakaj rabimo. Kaj pa v svojem predavanju si opozoril na interakcijo CBD olja z kemičnimi farmacevtskimi zdravili? Tukaj je potrebno biti previden.
Je potrebno biti previden, ja, predvsem premalo se to poudarja. Zato je pa pomembno svetovanje, ne? In se pogovoriti z nekom, ki ima neke osnove. Recimo CBD deluje kot inhibitor, zavira delovanje določenih encimov. To so CYP450, družina encimov, in specifično te encimi razgrajujejo določena zdravila. Ne? Kaj to pomeni? Da CBD lahko blokira delovanje teh encimov in s tem, ko blokira, zmanjša v bistvu razgradnjo teh, ko si ti rekla, kemičnih zdravil na recept. Se pravi, potrebno je biti previdni, zakaj? Ker se lahko poviša ob hkratnem jemanju CBD-ja in teh klasičnih zdravil, se poviša dejansko stopnja klasičnih zdravil v krvi. Ne? Ker nekako je že zračunano, da toliko od zdravila se prebavi. Ne? In pri tem je treba biti previdni, predvsem to, da spremljamo. Je pa končni cilj to, da nadomestimo, ne? Se pravi, z naravnimi zdravili, recimo s konopljo, tista klasična zdravila, ki pa vemo, da imajo en kup stranskih učinkov. Prej smo se pogovarjali, ne, zdaj nekdo, ki konsumira vse te kemična zdravila, ne, farmacevtska, in ga zanima tudi CBD olje, da naj postopoma zmanjšuje konvencionalna zdravila in postopoma dozira CBD olje. Ja, to bi bila neka prava pot, ne? Ja, vedno se držimo načela go low and go slow. Se pravi, počasi povečujemo dozo. Začnemo vedno z minimalnimi dozami. Prav zaradi teh interakcij, pa tudi cilj je, da dobimo, vsaj zame, jaz tako mislim, najmanjšo dozo, ki že olajša določene simptome specifičnih bolezni. Se pravi, in na ta način, ko začnemo počasi, z doziranjem gremo počasi gor, vidimo, kje in kadaj začne vplivati na nas, se počutimo boljši, ni več teh simptomov, in tudi kako vpliva na interakcijo z temi klasičnimi zdravili na recept, in kadaj se lahko dejansko zmanjša uporaba njih, oziroma cilj je seveda, da se nadomesti, recimo z naravnimi pripravki. Zdaj, tudi farmacija je pač dala na tržišče sintetični CBD, pa me zanima, kje ti vidiš tisto bistveno razliko v delovanju naravnega ekstrakta in pa sintetičnega CBD-ja. Ja, po študijah, ki jih imamo do zdaj, sicer jih ni dosti, je razvidno, da ekstrakt deluje boljši kot izoliran CBD. Zadnja študija je bila narejena februarja letos, prav o CBD-ju, in je pokazala, da problem CBD-ja kot izolata, se pravi samo CBD-ja, da ima zelo ozek spekter delovanja. Se pravi, manjša doza ne deluje, večja doza ne deluje, deluje specifična doza. Pri ekstraktu imamo pa delovanje glede na koncentracijo. Se pravi, več ko imamo tako lepo premico, boljši deluje. To je spet zaradi vseh ostalih učinkovin, ki so poleg CBD-ja prisotne v ekstraktu, ki so zelo, zelo pomembne. Čeprav so v majhnih koncentracijah, govorimo zelo majhne količine, ampak jih je ogromno. In ta sinergistični učinek, kjer celota je boljši, deluje boljši kot delovanje posameznika, je prav specifično, dajmo reči, za naravna zdravila, še najbolj pa za konopljo. In ta entourage efekt je prav bil skovan prav od dr. Mašulema, prav za konopljo. Se pravi, ta efekt delovanja več kot 1000 učinkovin v konoplji, ki jih dobimo v ekstraktu. CBD je pa CBD, samo CBD je samo eden, ne more tega. Pa ima tudi več, dajmo reči, teh stranskih učinkov. Moje mnenje je, da človek ne zna ponarediti življenja, ker konoplja je življenje, ne? Tako je. In daje življenje. In upanje. In razsvetljenje. Tako. Veliko več o CBD olju v tvojem predavanju. Kaj si lahko poslušalec obeta, če bo poslušal tvoje predavanje? Kaj se bo novega naučil, kaj bo izvedel? V bistvu predavanje gre malo bolj podrobno vse te stvari, ki smo jih omenili. Se pravi, podrobno so predstavljene študije za specifične bolezni, kjer je bil uporabljen CBD. Podrobno so predstavljeni tudi stranski učinki, ki, moram povedati, praktično jih ni. Ta interakcija je predstavljena so tudi različne oblike jemanja
CBD-ja, poleg recimo kapljic in ekstrakta imajo tudi druge oblike jemanja, recimo evaporiziranje pa uparjevanje, e-tekočine pa tako naprej. Pa še osnove so predstavljene recimo endokanabinoidnega sistema, zelo na kratko, in podrobnosti, no, tako da to je to. Hvala lepa, Gregor. Hvala tebi.